Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci. Mesec oktober je seveda tisti mesec, ko se začenja jesen, hkrati pa tudi novo študijsko leto in enako je na Univerzi v Novi Gorici. Zato lepo pozdravljam tule ob sebi doktorico Katjo Mihurko-Poniš, dekanjo Fakultete za humanistiko. Dobrodošli. Dober dan. Študijsko leto ste prav začeli, kaj ne, 1. oktobra. Seveda pa vsako leto pripravite študentom posebno dobrodošlico v mesecu oktobru, ko so dnevi Univerze v Novi Gorici in tako tudi teden univerze, ko jih sprejmete in nekako približate vse tisto, kar bodo tu doživeli, kaj ne? Tako, res je. Letošnje leto je bilo morda posebno potem, posebej še za nas humaniste, da smo gostili tudi 24. slovenski slavistični kongres, tako da smo na ta način že vstopili v mesec poln dogodkov in dejansko se oktobra pri nas veliko dogaja. To niso samo tiste običajni dogodki, torej pozdrav brucem, sprejem, podelitev pisnih listin, ampak seveda tudi vse polno dogodkov, ki smo jih pod nek skupen imenovalec združili z imenom Teden univerze, ki ga letos organiziramo že drugič. Torej, že imate izkušnje iz lanskega leta, zagotovo ga boste letos še nadgradili, kaj ne? Tako, pravzaprav je že letošnji nadgraditev lanskega. Letos smo se namreč odločili, da se čim bolj povežemo z okoljem, v katerem delujemo, tako da so številne dejavnosti organizirane skupaj z različnimi ustanovami iz Goriške, pa tudi Vipavske regije. Torej, med 14. in 18. oktobrom se bo dogajalo, če kar razčleniva te dogodke. Ja, začnemo v ponedeljek, začnemo že precej pravzaprav zgodaj zjutraj, ob 9:30 in lani smo, to smo poimenovali predstavitve fakultet, laboratorijev, to izpeljali v naši stavbi v Rožni dolini. Letos pa smo se odločili, da še bolj približamo univerzo, da gremo, tako kot smo jo poimenovali, še bolj med ljudi in smo to zastavili tako, da se predstavimo pod arkadami Mestne hiše v Novi Gorici. Tam bomo imeli od 9:30 pa do popoldanskih ur predstavitve na stojnicah in tam se bodo predstavile fakultete, če jih lahko kar morda omenim. Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo se bo predstavila z delavnico Arome, senzorika, pijač, potem Fakulteta za aplikativno naravoslovje se bo predstavila z dejavnostjo štetje muonov, opazovanje učinkov ultravisokoenergijskih kozmičnih žarkov, seveda pa bo predstavila tudi svoj program, fakulteto, dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo tudi laboratoriji, ki so s to fakulteto povezani. Poslovno-tehniška fakulteta bo predvsem predstavila študijska programa gospodarski inženirij, prve in druge stopnje, je pa seveda pripravila tudi dogodke, o katerih bom nekoliko kasneje spregovorila. Fakulteta za humanistiko se v okviru predstavitev na stojnicah predstavlja z vsemi svojimi programi študijskimi, to so seveda slovenistika, kulturna zgodovina, migracije in medkulturni odnosi. Seveda pa bomo predstavili tudi projekte, raziskovalne projekte, ki jih izvajamo v okviru raziskovalnega centra za humanistiko. Visoka šola za umetnost bo imela poseben program, poimenovali so ga Šola na travniku, torej pokazali bodo, da se lahko njihov učni proces, pedagoški proces odvija tudi na prostem in bodo pripravili posebno delavnico animiranja enostavnih predmetov in seveda tudi predstavili študijska programa. No, potem imamo Fakulteto za znanosti v okolju, ki se tesno povezuje tudi z laboratorijem za raziskave v okolju. Tudi oni bodo predstavili svoja študijska programa, torej okolje prve in druge stopnje. Potem pa seveda tudi delo študentov. Njihovi študenti se posvečajo tudi različnim projektom, projektnemu delu, ki ga bodo na ta način tudi predstavili širši javnosti. Potem pa seveda tudi svoje različne raziskovalne projekte, ki jih je zelo veliko, in pa morda še za bolj praktičen del bo pa predstavitev majhnega laserja in praktična predstavitev fotokatalize.
Potem pa imamo še nekaj laboratorijev. Predstavil se bo laboratorij za kvantno optiko in sicer bo predstavil lastnosti laserjev. Laboratorij za raziskave materialov se bo posvetil predvsem vodiku kot gorivu prihodnosti in pa zelo tudi zanimive raziskave, zelo trenutno seveda aktualne, predstavlja tudi Center za biomedicinske znanosti in inženiring, ki ima seveda tudi v okviru fakultete za podiplomski študij program molekularna genetika in biotehnologija. In potem imamo še dve enoti, ki pa nista pedagoški ali raziskovalni, sta pa seveda zelo pomembni, tako za študente kot za raziskovalce na univerzi. Predstavil se bo torej karierni center, to je seveda zelo pomembna enota, kajti skrbi za to, da je še vedno zaposljivost zelo visoka na univerzi v Novi Gorici, je pa seveda se ukvarja tudi z zadevami, ki so lahko zanimive za širšo javnost, zato se bodo tudi predstavili pod arkadami in pa pisarna za prenos tehnologij, ki je pa seveda tudi pomembna za prenos nekih raziskovalnih dosežkov v prakso. Tako da to je ta celodnevni program, ki bo potekal od 9:30 tam nekje do 16. Torej v ponedeljek, 14. Tako, v ponedeljek, oktobra. ampak to še ni vse. Aha, joj. To je šele del ponedeljkovega dogajanja. Hkrati s tem bodo namreč potekala tudi predavanja. Vsaka fakulteta v povezavi z različnimi raziskovalnimi centri se bo predstavila tudi preko predavanj. Tako da začenjamo s področjem humanistike, s področjem filozofije, kulturne zgodovine, pač glede na to, da je to eden izmed naših programov, in naslov tega predavanja, ki se začne ob 9:30, potem bodo pa si sledila predavanja drugo za drugim, je tako malce provokativen, filozofija je za lopove, poezija pa za zgube, kaj bi pa jaz pisal. Tako da za tiste, ki jih zanima filozofija, poezija, je to predavanje gotovo zanimivo. Potem se bomo preselili na področje umetnosti, medijev in bomo prisluhnili predavanju o filmu in televiziji in celo novih medijih, torej zakaj film ni oče televizije in kako YouTube išče svojo izgubljeno sestro. Smo naslovili to predavanje, potem pa nadaljujemo z bolj naravoslovnimi temami, torej laserski žarki in opazovanje nevidnih barov, antioksidanti v hrani je naslednje predavanje, potem kvasovke in vino, potem se preselimo na področje fizike, skrivnosti črnih lukenj, okno do neznane kvantne fizike težnosti. To še ni konec predavanj. Alge spreminjajo svet, od novih zdravil do obnovljivih virov energije je naslednje. To smo zdaj že nekako bolj v popoldanskih urah, tako da morda tudi za tiste, ki si dopoldne ne morejo udeležiti naših dejavnosti. Potem naslednje predavanje, kaj nam lahko omogočijo meritve količin povezanih z delovanjem krvožilnega sistema, in še dve predavanji z področja naravoslovja, abeceda varstva narave, zakaj je bil Panovec dodan v omrežje Natura 2000, in zadnje predavanje, novi porozni materiali za čistejše tehnologije, s katerim bomo okrog 5. ure zaključili ta sklop predavanj. Ne bomo pa še zaključili ponedeljkovih dejavnosti. Kje pa bodo ta predavanja? Ta predavanja so v veliki dvorani Mestne hiše, tako da hkrati si lahko obiskovalci ogledajo predstavitve na teh stojnicah in jih bomo seveda povabili tudi, oziroma jih že zdaj prijazno vabimo na predavanja. Torej pester ponedeljkov program. Tako, ki se nadaljuje v veliki dvorani Mestne hiše z okroglo mizo, ki jo pripravlja Poslovno-tehniška fakulteta, in sicer perspektive razvoja stanovanjskega trga v Mestni občini Nova Gorica, kajti to je tematika, s katero so se odmevno tudi ukvarjali.
ogromno projektov v enem samem dnevu. Kako ste se pravzaprav uspeli pripraviti na vse to? Kdaj ste začeli razmišljati o tem? Ja, začeli smo razmišljati pravzaprav, ko smo imeli za sabo prvi teden univerze, ko smo nekako lahko zbrali vtise, ugotovili, kaj je naletelo na dober odziv in seveda, kaj lahko še naredimo bolje. Tako da dopolnili smo, kot sem že rekla, s temi sopovezavo, s tem, da smo poskušali čim bolj oditi z naših prostorov univerze tudi v druge prostore, tako da prav, če lahko še zaključim, ponedeljek zaključujemo z otvoritvijo razstave, ki bo v galeriji Dimenzija napredka v Solkanu. To je razstava Atlas Solkan 2013, ki jo različni umetniki pripravljajo, med njimi tudi naš kolega z Univerze v Novi Gorici. Vsi ta predavanja, vse te delavnice pravzaprav ste jih zasnovali tako, da so vpete v to okolje, vsaj večina, ali pa so splošno zanimive? Tako, vsekakor. To je bilo nekako izhodišče, tematski poudarek letošnjega tedna univerze, da nekako pokažemo, da smo del okolja, da z njim sodelujemo, da si želimo pravzaprav tudi nekega še boljšega dialoga z prostorom, v katerem smo. No, tole je bil ponedeljek, res poln. Nadaljujete pa seveda potem naslednji dan? Tako, nadaljujemo v torek. V torek imamo najprej predavanje, ki je z področja računalništva, tako da kogar zanima računalništvo, se naj oglasi pri nas. To je predavanje, ki poteka v naši stavbi v Rožni dolini in sicer je posvečeno odprtokodnemu programskemu paketu Skikos Lab za reševanje numeričnih problemov. Potem pa nadaljujemo ob 15. uri spet v Rožni dolini z delavnico, ki je tudi z področja naravoslovja, okolja, digitalni dihotomni ključi za določanje lesnatih rastlin. Potem seveda hkrati poteka pa dogajanje, kot sem rekla, ne samo na Goriškem, ampak tudi v Vipavi, kjer se bo ponovno, prej sem že omenila, Center za biomedicinske znanosti in inženiring pa predstavil tokrat od 10. do 16. ure z različnimi delavnicami in tudi predavanji. Tako da to poteka v Vipavi, tudi v Ajdovščini bomo imeli svoj dogodek in sicer bo potekalo ob 16. uri srečanje med tehnološkimi podjetji na Goriškem in gimnazijci. Zaključili pa bomo ta dan spet zvečer, spet z okroglo mizo in sicer v sodelovanju z Goriškim muzejem bomo pripravili okroglo mizo o migracijah na Goriškem. Migracije so kar nekako rdeča nit tega letošnjega tedna univerze z področja humanistike, ki seveda se potem navezujejo še druge dogodki na to tematiko. Izredno seveda trenutno aktualno in zanimivo migraciji. Tudi tukaj ne bodo sodelovali samo predavatelji, tudi to se mi zdi vredno izpostaviti, da bodo na številnih dogodkih sodelovali tudi študentje, študentke univerze. Vendarle skupaj snujete, kaj ne, študenti? Tako. To je vsekakor nekaj, kar je namenjeno vsem in je seveda pomembno, da se potem vsi predstavimo. Kaj pa sreda? Sreda pa je posvečena Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo. Pripravljajo spet delavnice, ki so, kot že rečeno, kot sem omenila že v ponedeljkovem programu, zanimive v povezavi z vsakdanjim življenjem, posebno ta prva najbrž, kultura pitja vina, v tem času sploh aktualna. Potem že omenjeni antioksidanti in zdrava prehrana in tudi seveda druge še delavnice, ki bodo potekale čez ves dan od 10. do 15. ure. Na sedežu fakultete. Tako, na sedežu fakultete v dvorcu Lantieri v Vipavi. Ta dan se odvija samo v Vipavi in ga nadaljujemo potem z predavanjem, spet, kot sem rekla, posvečenem migracijam.
Ta predavanje organiziramo skupaj z Amnesty International, ki so nas prijazno povabili, da sodelujemo v nizu njihovih dogodkov in smo jih potem združili z našim tednom univerze. Predavanje bo pa posvečeno pravicam migrantskih delavcev, migrantov brez statusa, prosilcev za azil, beguncev, zakaj jih je potrebno braniti in kaj vse se lahko zgodi, če jih ne. Torej, tudi zelo aktualna tematika. Želeli smo, da tudi recimo na področju humanistike, ki je velikokrat bolj obrnjena mogoče v preteklost, ne, kot druge discipline, pogledamo v sedanjost, premislimo, predebatiramo neke aktualne probleme. No in na to se bo pa potem navezal res osrednji dogodek tega dneva. To je predavanje, znanstveni večer, ki je seveda ima že bogato tradicijo. Je to prvi v letošnji sezoni? Tako, letos je vpet prvi v teden univerze. Predaval pa bo letošnji častni doktor Univerze v Novi Gorici, zelo ugleden strokovnjak z področja migracij, to je profesor dr. Dirk Hörder. Predaval bo o tematiki, kot rečeno, migracij, ki ga pa je to predavanje naslovil: ženske, moški, človeški kapital, lokalne in globalne migracije skozi čas. In v smislu lokalnih migracij se bo dotaknil tudi naših Aleksandrink. Tako da, čeprav gre za strokovnjaka zelo uglednega iz tujine, se bo posvetil tudi tematiki, ki je nam blizu. No, ob tej priložnosti naj povem, da bomo v prihodnjih tednih to predavanje tudi mi predvajali v našem sporedu. Tako. Četrtek se nadaljuje potem, kaj ne? Tako, četrtek je sicer zelo bogat z dogodki, ki so namenjeni študentom, sodelavcem univerze ob otvoritvi akademskega leta. Hkrati pa bo seveda potekal dan odprtih vrat na Visoki šoli za umetnost, tako da vsi, ki jih zanima, lahko se tam oglasijo, si pogledajo prostore, potem razstave, ki jih imajo, in se seveda tudi informirajo o dogodkih. Je pa to in programih študijskih v Gorici, v palači Alvarez na Via Dias 5. Torej na sedežu fakultete. Tako. Četrtek, torej dan odprtih vrat, tisti osrednji, pravzaprav osrednji dan tega tedna, kaj ne? Tako, ko tudi podelimo nagrade najboljšim študentom. Skratka, to je pa seveda dogodek, ki je namenjen študentom in sodelavcem univerze, njihovim seveda najbližjim, ki praznujejo potem z njimi ta lep dogodek. Torej tudi to verjetno v Vipavi, v dvorcu Lantieri, kaj ne? Ja, v reprezentančnih prostorih univerze. V petek boste sklenili? Tako, v petek bomo sklenili z prav tako zelo zanimivim dogodkom, ki je tudi že utečen v tem prostoru, in sicer Fakulteta za humanistiko v sodelovanju z raziskovalno postajo Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU organizira 8. Škrabčeve dneve. To je dogodek, ki ga organiziramo na vsaki 2 leti. Letos pa smo zelo veseli, da bo prvič nagrade Škrabčeve ustanove podeljena prav tukaj pri nas na Kostanjevici v samostanu. Torej, to bo zaključilo sicer znanstven dogodek, simpozij jezikoslovni, na katerem se vsaki 2 leti srečajo jezikoslovci in predebatirajo aktualne teme, ki so se pojavile v zadnjem obdobju. Tako da plenarno predavanje pa bo imel letošnji nagrajenec ustanove Patra Stanislava Škrabca. To pa je? To pa je profesor dr. Marko Snoj. Torej, cela vrsta nekih zanimivih dogodkov v prihodnjem tednu. Morda bo treba izbrati kar preveč, da bi bili lahko prisotni na vseh. Zato sva zdaj podrobno vse to predstavili. Pa vendar, komu ste namenili, komu namenjate ta teden univerze, te dneve odprtih vrat, to približevanje vaših programov in
projektov? Ja, pravzaprav zelo široki javnosti. Naredili smo tole programsko knjižico, v kateri smo skušali tudi predstaviti posamezne dogodke, da ni samo naslov, tako da se lahko seveda tudi potem na osnovi teh vsebin odločajo tisti, ki jih zanimajo. Skratka, gre za dogodke, ki obsegajo tako vsebine umetnosti, naravoslovja, humanistike, tehnike. Skratka, kogarkoli zanimajo ta področja, jaz mislim, da bo lahko našel nekaj zase. Namenjeno je seveda vsem generacijam. Lani smo bili zelo veseli, da so se nam pridružili tudi osnovnošolci, tako da so tudi oni, kljub temu, da je to morda program, ki ga predstavlja univerza, ampak jih je zanimalo, smo pripravili tako, da je bilo zanimivo tudi recimo zanje. Seveda zelo vabimo srednješolce, pa tudi nenazadnje, kot sem že rekla, vse, ki jih pač zanimajo vsebine z teh različnih področij, ki jih nenazadnje zanima, kaj počnemo na Univerzi v Novi Gorici. In s tem seveda utrjujete svoje mesto v tem okolju? Tako, to je pač eden izmed načinov, da pokažemo samo eden izmed mnogih, ampak nekako združeno pod okriljem enega skupnega dogodka, ki ga pač poimenujemo Teden univerze, so združeni številni manjši, tako dogodki, ki potem nekako ustvarijo sliko naših dejavnosti. Sicer pa tudi Univerza v Novi Gorici ves čas, kot sva že omenili, živi s svojim okoljem, je vpeta v to delovanje, tudi skozi karierni center. Tudi zato morda, da bi približali tem našim srednješolcem, ki se odločajo za to, kje bodo študirali te zanimive programe in fakultete, ki jih ima Univerza v Novi Gorici. In seveda, da bi morda širša javnost razumela vlogo in pomen, da imamo visokošolsko institucijo tudi v našem okolju. Tako, to jaz mislim, da je zelo pomembno. Prav v teh časih, ko ni tako enostavno se odločiti za študij, je tukaj univerza, ki je v bližini, ki odpira svoja vrata vsem področjem, tako da mislim, da je to neka obogatitev prostora. In univerza, ki pravzaprav ima rezultate tudi na znanstvenem področju. Vsekakor. Tukaj smo pač predstavili del svojih aktivnosti, predstavljamo jih seveda tudi na druge načine. Nenazadnje organiziramo številna predavanja tudi po srednjih šolah, če nas povabijo, seveda tudi po osnovnih šolah. Tako da, kot rečeno, to je samo v bistvu izbor, tudi na ta način mogoče poskus predstaviti, kaj delamo. Smo pa seveda navedli tudi naslov, na katerega se lahko kdorkoli bi želel kakšno od teh predavanj, morda, če ni mogoče, da si srednješolci tisto uro ravno ogledajo, lahko seveda se oglasimo tudi pri njih, to počnemo in kakšno od teh predavanj izpeljemo tudi na njihovi recimo srednji ali pa osnovni šoli. Tako da druge dejavnosti so pa seveda tudi informativni dnevi, kjer predstavljamo svoje programe in različne predstavitve projektov, tako da to se odvija pa seveda čez celo leto, ampak morda je tukaj zdaj, ta program je seveda dostopen tudi na spletni strani univerze www.ung.si. Priložnost tako na enem mestu zbrano prerez tega, kar počnemo kot v bistvu izhodišče za naprej, za dogodke, ki jih lahko še organiziramo skupaj. Vendarle ste dekanja Fakultete za humanistiko in pravzaprav je velika potrditev tudi to, kar ste uvodoma rekli, da ste ravno sklenili slavistični kongres, kaj ne? Ja. To je priložnost. To je bila res lepa priložnost v sklopu predstavitev slovenistik v Sloveniji, ki se je zdaj odvijala v zadnjih letih. Smo tudi seveda našo slovenistiko, mislim, da kar lepo predstavili širši slovenistični javnosti, zatem, da smo pa imeli ta kongres v Vipavi, drugi dan v Novi Gorici, pa seveda tudi vsem, ki jih je v tem prostoru zanimala slovenistika, slovenistične teme širše, ne seveda samo tako, kako poteka študij ali pa raziskave na Univerzi v Novi Gorici, ampak tudi številne aktualne teme, ki zanimajo dandanes sloveniste.
Koliko študentov imate letos? Letos imamo toliko študentov, da lahko lepo delamo. Sicer pa, tako bom rekla, pri nas študentje niso številke, zato se tudi o njih ne pogovarjamo v številkah. Vsak je posameznik, vsak prispeva. Temu moram reči, tudi v okolju veliko diplomske naloge, ki jih naredijo, so velikokrat v povezavi s temami, ki so značilne prav za okolje, iz katerega prihajajo, in mislim, da je to vsaka izmed njih pomemben prispevek k slovenistiki, k kulturni zgodovini tega prostora, tako da pomemben je posameznik. Torej, vsebine so pomembnejše od statistike? Tako, vsekakor. Tako. Naj bo tako tudi v prihodnje. Veliko uspeha vam želim na tednu Univerze v Novi Gorici in seveda bomo o vsem tem, kar boste dosegli v tem študijskem letu, z veseljem poročali. Hvala lepa. Hvala tudi za vabilo.